Lep pozdrav vsem, ko ste kaj, Royal Lifestyle tle spet na YouTube kanalu, upam, da ste dobro, da boste preživeli super božič. Sem se odločil pred nekje 10 dnevi kupiti par daril, jih sestaviti, jih zapakirati, zapreti, sem se res potrudil in sem rekel, bom podaril 10-11 ljudem tle okoli, pač, ki bomo srečali. To je to, tako da let's go, da vidimo, kdo je odprt za vprašanja in tisti, ki je odprt, pač dobi darilo. Simple as that, gremo. Ok, daj povej mi najprej prvo, kaj ješ, ker to me zanima. Pica za kečap. In kje si naročil? Pa pekarna tu. Pekarna, kjera pekarna? Ono tam. Ok, zakaj ne greš v dan in noč? Stranje. Ok, dobro, začnemo. 2-3 vprašanja. Povej mi, kako se ti je zdelo to leto 2021, glede na COVID situacijo in vse to, kar je bilo, kako se ti je zdelo? Slabo, tako. Tako. Kakšno je tvoje pričakovanje za naslednje leto? Imaš neke cilje že postavljene, kaj bi rad izboljšal? Tako, ne vem. Koliko let imaš zdaj? Da pređem razred. A? Da naredim razred. Ok. Ne vem kaj. Koliko let imaš zdaj? Koliko si star? Pa 13. 13. Imaš punco? Ne. Nimaš. Bi si želel? Za božič? Ne. Ne? 14 let. Ok, torej bo še čas. Ja. Zdaj ti bom jaz dal, jaz sem pripravil darila lihtko, pač, ker sem želel malo nekaj novega narediti. In ti bom dal, tle je polno teh. Evo, prvo darilo, jaz sem jih dal malo mix, tako da ne vem, kaj je, ena malenkost. Če bi pa rad videl, torej, kje smo to snemali, pa pogledaš na YouTube Royal Lifestyle kanala. Zdaj sem jaz subov. Ok, tako da to je to. Darilo je tvoje. Jih imam še 10 le not, še 10 daril. Še njega moraš te intervjuvati. Če bo želel, če ne pač bo gledalec. Roy Lifestyle. Roy Y pa Lifestyle. To je zdaj prvi video, ker delamo, sem se odločil, da bo prvič. V naslednjem letu pa je cilj, da bi bil content malo bolj zanimiv, z malo bolj unimi težjimi vprašanjami, ki delajo recimo. Povej mi, kako se ti je zdelo to letošnje leto, osebno pač, kako se ti je zdelo in tako? Zame je letos bilo še eno leto, ko sem naredil sebe in imel sem lani izkušnje. Prvič sem obiskal Španijo, potoval sem nekaj po Sloveniji in res vsako leto sem jih pridal. Tudi če so bili COVID ukrepi in to, tebi je šlo pač, bomo rekli, kar v redu. Si bil kar zadovoljen, ne glede na vse. Tako, če potegnemo črto. Sicer sem DJ, z stališča DJ-ja ni bilo najboljše leto, ampak z stališča osebne rasti pa potovanje je bilo v redu. Top, to je super, evo. Kakšno pa je tvoje pričakovanje zdaj za naslednje leto, ki bo začelo zdaj kmalu, zdaj so prazniki in vse to, kakšne so tvoje pričakovanja osebna? Jaz si ne rad delam pričakovanj. Ok, tudi dober odgovor? Mi je vseeno lepše, sicer pričakujem, da sem imel lepo tako kot letos, ampak nimam pričakovanj. Živiš, bomo rekli, iz dneva v dan, trenutek živiš, pač to, kar ti ponuja v tistem trenutku live, to delaš pač na temu, bomo rekli. To si specifično ne razmišljam, kaj bo naslednje leto. Lepo razmišljanje, evo. Tako, zdaj pa, jaz imam pa zate eno tako malenkost, ker sem se odločil sam, da bom pač parim ljudem tle podaril neko darilce, ker pač želim dobro drugim in pomagam rad drugim. Tako da jaz imam zate eno darilo, izvoli, to je zate. Hvala ti. Ti želim lepe praznike, pa čim več zdravja, pa uspehov v lifeu, tam kjerkoli si in samo tako naprej. Hvala, David, ne? David, evo, to je to. Privoščim tudi tebi veliko uspeha. Hvala. Lepo praznik. Hvala. Tudi vama to. Evo, hvala. Povejte mi malo, zdaj smo tle pred sladkimi cekini, moji najljubši so bili od vedno in še vedno tudi danes so. Evo, kako se mi je zdelo to leto iz osebnega vidika, najprej ti? Bilo je v redu. Mislim, nekaj časa smo bili doma, nekaj časa se je delalo, tako da overall je bilo super, no, lahko je bilo vse slabše, lahko je bilo pa tudi dosti boljše. Kako pa vi kaj? Meni se je zdelo super. Nasplošno super. Top. Meni so tudi super. Povejte mi, kakšne so pa pričakovanja zdaj za novo leto, kako boste kaj praznovali, imate že plan in če mislite, da bo šlo boljše, gledate na COVID ukrepe, ki so pa vse to? Mislim, da letos ne bo še na boljše, ampak drugo leto bi pa že moglo iti na dosti boljše in okrog najbližji bomo preživeli novo leto, tako da se bomo tudi veselili. Ne vem se točno, kako preživela naš pod lučkami, a za COVID-om so vedno bolj boljše. To so lepe besede. Jaz mislim, treba biti vedno pozitivni na vse
težki so cajti, ljudje so pač, eni so dobro in so slabši, ampak treba vedno biti pozitivni in iti dalje, ne. To je prva stvar. Jaz pa imam zdaj za vas eno malenkost iz moje strani, ker sem želel podeliti z vami. Tako da eno darilo zdaj dam ven iz torbe. Ok, to je za vas. Najlepša hvala. Ni zakaj. To je pa za vas ena malenkost. Tako, Hvala lepa. ni zakaj. Dosti uporabnih stvari in tukaj notri. Ja, iz srca si želim v prihodnje, da bo tudi kaj malo bolj, še kaj večjega, ampak za začetek, evo, to je moja malenkost in upam, da vam bojo prazniki najboljše. Ne more pa manjkati, ne more in ne sme, čačka. Od 1 do 10, 11. A lepše, mislim, vam je bolj všeč leve ali pri vas? Gre lučk. Tukaj. Meni tukaj. Jaz nisem še bil v Novem mestu, to samo tlele ste kar visoko postavljeni. Ja. V Ljubljani je pa malo preveč vsega. Ja. Imate tako kus za lučke, to mi je fenomenalno. Jaz sem iz Izole drugače. Včeraj sem bil prvič na lučkah v Kopru. Kako se mi je zdelo to leto iz osebnega vidika ali pač kakorkoli, kaj bi radi lahko vi? Meni se je zdelo pestro. Malo žalostno zaradi korone in vsa situacija, ampak ja, smo pa nekaj se naučili od tega leta še vseeno. Ja. Tako na osebnostni rasti. Ja. No, osebnostna rast je meni, vse veste, ne? Je moj argument številka 1 na YouTube kanalu, ne? Ok, kaj pa vi? Ja, jaz bi se kar strinjal. V bistvu, meni se ni tako zdelo, pač jaz sem bil bolj razočaran, ker še ni do tega konc te korone posebej. Ker sem že lani bil tako, ok, novo leto, nov začetek, zdaj bo boljši, pa še kar nekako ni bilo. Ja, tako da upam, da bo zdaj naslednje leto pa res se izboljšala situacija, pa da gremo pozitivno. No, to so lepe besede od vaju. A imate vi ponavadi kakšna pričakovanja v novem letu? Si naredite že kak plan? Ali živite iz dneva v dan, bomo rekli, pač kar bo? Jaz ne. Ker če si naredim plan, pa si ponovadi razočaran. Aha. Mislim, boljše iti po moje, go with the flow. Pričakovanja pol, če so prevelika, pa da jih ne uresničite, so... Razočaran. Kaj pa vi? Ja, jaz pa se mi zdi, na koncu leta zmeraj malo razmislim. Pa ne tako samo za eno leto nazaj pa naprej, ampak tako v življenju, kar bi rad spremenil. Če se še več želim, če se si manj želim, kakšnih trenutkov bi rad več. No evo, če še dodam moje mnenje, pa se strinjam z obema, kaj ste povedala lepo. In če pa ne uspe nek rezultat ali pa nek cilj, jaz si osebno rečem tudi kul, ne? Ker ne more vse uspeti iz danes na jutri, ampak nekomu prej, nekomu kasneje, tako da tudi zame leto ni bilo lahko, ampak tudi jaz sem se nekaj od tega naučil in sem hvaležen, da sem tle in da pač da lahko vseeno živim in to je to, ne, to je na koncu life. Vi pa zdaj, vi ne tle uživate s kuhančkom, vam bom pa dal vsakemu eno darilo iz moje strani, tako da moram podariti ta darila, ker če ne jih bom odnesel domov. Tako, ja, tako. O, da vidimo. It was at this moment that he knew he fucked up. Kaj sem jaz predal tam? To je eno. Ok. Izvolite. Hvala. Ne, zdaj se mi zdi, da sem jaz prej, popomotoma, sem dal, če se ne motim, sem dal fantu, sem dal ženski deodorant. Ampak zdaj, evo, tlena malenkost. Iz srca upam, da bom v prihodnje lahko tudi kaj več dajal, ker to mi je želja. Tako da za začetek je ena malenkost. Jaz pa vam želim srečne praznike. Enako. Tudi vam. Hvala, enako. Pa obilno vsega dobrega, evo. Enako. To je to. Evo, znači, sada ću pričati po hrvatsko, ali nikada nisam študirao hrvatsko. Odakle si? Rovinj, Istra. Rovinj? Lepo. Kako se ti je činilo ovo godina 2021? Kako se ti je činilo? U redu, bilo gore, bilo dole. Ok. Kako misliš da će biti novo godina 2022? Sigurno ista restrikcija od Covida, ali smo se naviknuli, tako da ćemo se već lakše prilagoditi. Znači, a ti ovdje študiraš tle na obali ili si na dopustu tle?
študiram. Što študiraš? Osnovna narave. Želim ti čim več sreće pa da boš čim bolj uspešen, a sada ja imam za tebe jedno tako malenkost kad sam kupio i ću ti dati jedno, kako seče darilo? Gift, kako seče? Poklon, evo, ću dati im poklon, samo malo. Ja sam pakirao više daril, tako da ne znam šta sam dao not, ali jedna malenkost je za te, evo. To je to, ja ti... Veliko hvala. Ja ti želim sve najbolje i uživaj i imej se dobro. Hvala. Ok, zdaj smo malo šli naprej in če smo srečali enega drugega fanta in povej, kako se ti je zdelo leto 2021 in pač če si bil zadovoljen, nisi bil, kako si se počutil v tem letu glede COVID ukrepov in vse te stvari? Letos je bilo tako še kar čudno, moram reči, da to je nova stvar za nas. Upam, da se bo poboljšalo počasi, ker tako naprej težka bo. Šola na nadaljavo mi ni bila nekaj kar všeč, moram reči, da v šoli je čisto druga stvar. In nič, upamo, da se bo poboljšalo. Kaj študiraš? Gostinsko. Kateri letnik? 3. Koliko si star? 17 let. Cool. Zdaj imaš punc ali nimaš? Ne še. Iščeš ali ne? Iščemo eno, ja. To je dober odgovor. Zdaj pred novim letom ali ko bo? A ko bo, kaj? Kako pa misliš, da bo naslednje leto iz tvojega vidika? Jaz mislim, da bo točno isto, ker vidimo... Torej nadaljavo? Ja, da bo šlo tako naprej. Upamo, da počasi bojo ljudi hoteli cepiti, tako da gremo naprej. Jaz imam pa zdaj zate, že ker si odgovorim na to vprašanje, eno malenkost. To je prvič, ki delam, pravim, kupil sem iz srca, tako da upam, da za drugič, ko bom spet najdel kak giveaway, da bo še bolj bogat in vedno bolj bogat. To je meni cilj, tako da zdaj ti dam jaz darilo, ena malenkost iz moje strani, upam, da ti bo všeč. Zelo lepa ideja. Jaz ti želim lepe praznike, pa čim več zdravja, pa uspehov v šoli in ne samo v šoli, ampak v lifeu. To je najbolj pomembno in da uživaš life. Ne smemo pozabiti, samo enkrat živimo in če ne uživaš zdaj, nikoli več. Tako da to je to, upam, da ti bo všeč. Hvala. Uživi. Kako se vam je zdelo to leto iz osebnega vidika? Meni je bilo v redu, uspešno. Uspešno? Ja. No, lepo to slišim. Jaz mislim, da smo na obali kljub vsem restrikcijam, ki so jih ostali imeli oziroma ki smo jih bili deležni, prav lepo živeli. Se strinjam, lepe besede. A ni res? Ja. Jaz sem živela dobro, tistih 10 minut vsakič, ki si se vzel za tisto testiranje, vse ostalo je bilo pa normalno. Jaz tudi, ne glede na vse, ne glede na težave, pač meni je šlo super in tudi mi gre super. Kaj pa vi, bi kaj dodali? Se prilagodiš pač. Vi ste zadovoljni? Jaz se prilagajamo, samo upam, da ne bomo se še prilagajali dosti novih stvari. Ja. Za naslednje leto, kakšna so pričakovanja, da bo boljše, da bo isto ali vam nema veze, kaj bo država odločila? Meni je... Naj me uglisnu hebe. No, že povedala. Kaj je za naslednje leto, kakšne so pričakovanja? Ja, za vas. Jaz upam, da bo bolj sproščeno, še bolj sproščeno, da bo brez omejitev in da bomo živeli tukaj smo pred letom, 2 letoma nazaj. Brez česarkoli, brez te napetosti med ljudmi. Tako, ja. In sproščeno. Da se ne razdelijo ljudje, na drugi in pa na svoji. Vse večinoma se nas ne razdeli. Razdeli se samo peščica, oni, ki hoče biti nekako posebni, pa to objavljajo. Če gledamo v generalijah, ljudje pustijo drugmu, ne živi tako, kot želi. So pa samo posamezniki, ki to potencirajo in potem se to odraža v javnosti, ampak ni tako. Vsaj jaz pogledam. Ja, itak. Ok, kaj pa vi, kako mislite, da bo naslednje leto za vas? Ja, jaz sem vedno optimist, da upam na boljše. Optimizem vedno vodi v nove poti, v nove priložnosti, jaz mislim, in če razmišljaš, da si optimist, pa ne glede kako gre slabo, bo vedno šlo dobro, ne? In zato jaz na YouTube kanalu to vedno govorim. Ne glede na vse, kjer si, kar si, bo šlo dobro. Tako da jaz imam zdaj za vas, pa tudi za Tamale, eno darilce, vsak svoje, oziroma bom dal kar vsem. Jaz ne glede na vse, kako se dogaja, jaz imam svoje cilje in vem, da bom uspel, pa ne glede koliko je težko,
koliko nas zapirajo ali pa kaj se dogaja, koliko, ne? Gledam vedno na pozitivno. Pojem. Zapoj. Evo. Sofija. Kaj, da njim? Ja, njima. Evo, izvoli. Izvoli. Ne. Ne. Komu dam? Kdo hoče darilo? Babica, komu dam? Mama bo vzela Evo. za njega. Hvala. Prosim. Srečno. Tako da, to je to. V glavnem, folk, mi smo zaključili, glih kar smo dali zadnje darila, zadnje 3, ki sem imel. Imam tle še bombončke, pa take neumnosti, ampak glede na to, da zdaj začel deževati in je malo ljudi, bo za drugič, za drugi put, ker to se bo definitivno pojedlo. Kliknite na Roy Lifestyle, torej, če se niste še subscribali, če vam je bil video všeč, stisnite like. Koliko lajkov naj zbere ta video za narediti še en tak posnetek, podoben, ajde, podoben. Koliko range? 20? 25. Za začetek, ajde, za začetek. Sem hotel malo več, da vidimo, glede na to, da bi rad kaj hitreje posnel. 25 lajkov, kar ni dosti za naslednji video, tako da... Ja, imam tam 40. Ajde, 40 uradno. Tako da 40 lajkov za naslednji video, upam, da mi je bil všeč. To je vse za danes, hvala tle ekipi, ki je pomagala malo snemati. Tako da mi se ga vidimo kmalu na Roy Lifestyle kanalu. Aj, čau! To je zdaj drugič, ki mi je zalepil, veš? Ja. Ti si pa je prav počel na polno. Pa sem samo naslonil, ki sem dal gor tudi. Snemalec, razbil mikrofon. Topir je retrošeno, vse kvelo. Ja nič, zdaj boš čakaj, ali to ali pa... Per retrošeno. Ha? To posovno illuminato. Non mi cambiare, si farà lui a